Dobrodošli v Delovem studiu. Kandidati za ministre v 16. vladi Republike Slovenije so uspešno prestali zaslišanja v matičnih odborih Državnega zbora. Medtem ko čakamo na jutrišnjo četrtkovo razpravo v Državnem zboru in glasovanje o imenovanju nove vlade, lahko malce preverimo, kakšen vtis je na zaslišanjih zapustila glavnina ministrskih kandidatov. V studiu pozdravljam kolega Karla Lipnika in Tomico Šuliča. Pozdravljeni. Torej, preden gremo k podrobnostim po posameznih resorjih, ki sta jih vidva še posebej budno spremljala, kakšen je vajin pogled na ta zaslišanja v ponedeljek in torek vseh 15 ministrskih kandidatov? Moj prvi vtis je v tem, da bo ta vlada izredno učinkovita. Mogoče na nekaterih področjih bo to postalo boleče, ker je 9 ministrov ima izkušnje bodisi v resorju ali so že delali ministri, kar pomeni, da poznajo sistem in znajo tako delati, imajo jasne cilje in jih bojo začeli izvajati. Tomica? V kar nekaj zaslišanjih smo slišali precej besed o digitalizaciji, racionalizaciji, združevanju, tudi število ministrstev se je zmanjšalo in tukaj pravzaprav še ne vemo točno, s kakšno materijo pa težavami se bojo v prihodnosti srečali kandidati, ki so se predstavili. Na nekaterih točkah pa bi človek pričakoval malo več konkretnih obrazložitev, glede na to, da je opozicija imela 4 leta časa, da pripravi zadeve, ki zdaj še vedno niso bile dorečene. Pri tem mislim, da je bilo največje razočaranje prav nepojasnitev skoka na včerajšnjem zaslišanju novega kandidata za pravosodnega ministra Mihaela Zupančiča. Dobro, o tem bomo še kasneje podrobneje. Karlo, ti kot finančni gospodarski analitik, če se osredotočimo najprej na finance. Andrej Šircelj se vrača na ministrski položaj, ima izkušnje s tem, ve, kakšno pozna zatečeno stanje, kakšne ukrepe, poteze pričakuješ pri njemu? Vsekakor bo prvo rebalans, ki bo nastal in ta bo, mislim, da dal zelo jasno navodila ministrstvom, kaj naj naredijo, in na ministrstvih se bodo pojavila prve težave že zaradi tega, ker proračuni ministrstev bojo manjši, kot si uslužbenci ministrstvi želijo. Mislim, da bo Andrej Šircelj osrednja osebnost te vlade, glavna roka, desna roka Janeza Janše, in bo poskrbel, da bo pač proračun bo v okvirih, ki jih želi Evropska, nočejo imeti težav zunanjih, proračun bo v okvirih, ki želi Evropska unija, in kar pomeni, da bo velik del ministrstev bo prisiljen močno varčevati vsaj prvih nekaj let, dokler se ne naredijo ti rezi v razraščujoči javni porabi, ki so se zgodili, mislim, te rasti javne porabe, da se ta prestriže. Kaj pa ta razkorak med napovedanim davčno razbremenitvijo, pa potem na drugi strani je treba... To je druga stopnja, ker določeni ukrepi so že bili izglasovani, se pravi določene davčne spremembe. Je pa res, da glavnina teh davčnih sprememb v interventnem zakonu je enkratnih. Se pravi, kar se tiče najbolj boleči, je ta interventni ukrep na znižanje DDV za živila, tu se bo najbolj poznalo. In to nekateri od teh ukrepov so tudi začasni, se pravi, če gre za enkratni ukrep, pa se zmanjša, zaradi tega to ni problematično. Bolj so te ideološke razprave glede socialne kapice in pa dohodninske lestvice, tu bo pa ki pa bodo dolgoročno vplivali, ampak tu bo pa potreben prvič določen konsens in drugič bo to treba vključiti v celovito davčno strategijo. Ne govorimo o reformih, ampak davčni strategiji, da bo vse skupaj potem držalo. Če se malo preselimo na tvoji bolj specializirani področji, Tomica, že prej si omenil, da je v bistvu ni dobrega vtisa pustil kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič. Malo konkretnega, on je deloval kot diplomat, torej ga ne vidimo prav, da je domač v pravosodju. Očitek opozicije, ko ga je slišal na koncu, da ne pozna tega sistema, ki bi ga naj urejal, spreminjal, moderniziral, prinesel ene konkretne temeljite spremembe noter, je mogoče bil celo na mestu. Zupančič v tem pogledu bistveno manj prepriča kot pa nekateri drugi ministri, čeprav njegovi nastavki niso slabi. Zdaj deloma je vprašanje, koliko je to odvisno od njega, koliko pa je odvisno od njegove stranke, pa bom rekel stroke, ki jo demokrati prinašajo v to vlado.
Tukaj je zbudil ogromno dvomov, pri tem pa ni najbolj konkretnih zadev, ki so problematične. Se pravi, poskusni mandat za sodnike, ki je že ob najavi kar nekaj prahu dvignil. Potem govorimo o organizaciji skoka, predvsem novega organa za boj proti korupciji, kjer bi se naj ustanavljali posebni oddelki sodišč, posebni oddelki tožilstev, ki bi imeli dodatno policijo. Se pravi, imeli bi nekaj še bolj ločenega, kot imamo zdaj z specializiranim državnim tožilstvom. In če te samo tukaj prekinem, po eni strani mislim, da je celo govoril o pomanjkanju kadrov, tu pa naj bi se praktično novi organi ustanavljali, za katere spet potrebuješ dodatne kadre. Tukaj je sam sabo prišel v nasprotje. Na začetku je rekel, da pač pravosodje, tako kot vsi drugi državni organi, trpijo zaradi pomanjkanja kadrov, in potem je dodal, da pri tem ne misli sodnikov. Malo kasneje je pa povedal, da zaradi generacijske menjave bi naj odšlo po nekaterih izračunih do 200 sodnikov, ne? Tako da ta dva podatka nikakor ne prideta v korelaciji skupaj, da pokažeta neko konsistenco. Ne? Zdaj, koliko je tukaj teh rešitev, najbolj problematične zadeve, ne? Šel je pač diplomatsko noter, ker je diplomat, ne pa politik. Ne? In v tem oziru se je recimo čisto izognil tej izenačitvi vseh totalitarnih simbolov z obrazložitvijo, da je tako že urejeno v tujini, ne? Ampak v tujini pač niso imeli takih gibanj kot pri nas, v tujini tudi ni obstajala ta klima proti simbolom socializma, komunizma, kakorkoli jih kdo poimenuje, ne? In ne vem, če bo ena prepoved tukaj zadoščala. No, videli bomo, kako bo konkretiziral že v prvih mesecih svojega delovanja vse te napovedi. Karlo, če gremo na področje infrastrukture in energetike, ne? Jerneja Vrtovca smo že tudi v tem studiu označili morda tudi kot enega izmed najmočnejših členov nove vlade, da naj bi tudi bil človek, ki bi lahko največ konkretnega storil na tem področju. Kako ti vidiš njegovo vlogo? Mislim, Jernej Vrtovec se vrača na ministrstvo, kjer je že bil, kar pomeni, da pozna operativo, ve, kako se lotiti zadeve, in bo lahko v veliko primerih pospešil zadeve. To mislim, da je dobro. Kar mene moti pri ministrstvu za infrastrukturo je področje energetike, kjer so nekako stopili korak nazaj, se pravi, umaknili so se obnovljivih virov, in to zna biti problematično. Ne? Obnovljivi viri so v zadnjem obdobju postali najcenejši vir energije, in če mi Slovenija ne bomo šli v tej smeri, bomo imeli tu težave. Če mi pogledamo recimo Španijo, ki je imela razpad sistema lani, ne? Oni niso šli nazaj, zdaj bomo pa mi začeli omejevati, oni so šli izrazite investicije, da se to ne bi več ponovili. Ne, oni bojo v naslednjih letih ogromno hranili, ko dali, celo obrežje bojo prenovili. Oni se zavedajo tega problema in se zavedajo tega, da so obnovljivi viri pač najcenejši postali. In napovedi Evropske agencije za energijo, ne, je, da bo recimo sončna energija do leta 2032 največji proizvodni vir električne energije. Mi smo na 9%, evropska energija EU bo v 5 letih na 20%. Torej bo tu verjetno potreben dodaten razmislek, kaj pa glede drugega bloka jedrske elektrarne Krško, tu se bo očitno nadaljevalo. Ne? Ja, ni vprašanje o tem, da rabimo energijo, vprašanje je o tem, kako se do nje dostopati, in mi bi morali pospešiti investicijo v energijo. Drugi blok bo leta 2045. Ne? Mi moramo priti do leta 2050. Problem je v tem samo, da se spozna, da so obnovljivi viri so tu, da so postali poceni, da imajo svoje muhe in da je treba te muhe pač nekako spraviti v red. In Evropa je to spoznala. Slovenija bo tudi mogla, v nasprotnem primeru bomo imeli zelo velike težave z oskrbo, imeli bomo drago električno energijo. Ampak to z vidika Jerneja Vrtovca kot takega, mislim, da je to samo vprašanje spoznanja. Kot minister je pa, glede na to, da je že bil v tem resorju in da je imel zelo velik interes, da pospeši določene zadeve, konec koncev tretji pas je nastal v prejšnjem mandatu, ne, bi lahko te zadeve se pospešile. Ne. Je pa še odločno napovedal tudi končanje teh dolgotrajnih pridobivanj dokumentov, dovoljenj za gradnjo, ne, v infrastrukturi. Vemo, da je pri nas se tudi na tem področju birokracija zelo razpasla. O tem je na veliko govorila tudi prejšnja dosedanja ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Kako priti dejansko do tega, da bo
učinkoviteje, hitreje priti do vseh teh gradbenih dovoljenj na teh projektih nacionalnega pomena? Mislim, ni težko urediti, da priješ hitro do gradbenega dovoljenja, pač moraš vzeti pravice določenim vsem vprašanje, ali je to dobro. In predvsem je vprašanje, kako to narediti, da bojo vsi ti imeli še vedno svoje pravice, ne? Ampak da bo postopek tekel dalje. Ne? Primeri v tujini so, ko pač dobiš, gradbeno dovoljenje z določenimi pogoji. Recimo, če se spomnimo gradnje Tesline tovarne v Berlinu, oni so to postavljali preden so dobili gradbeno dovoljenje, ampak so mogli pa založiti denar, da če gradbenega dovoljenja v končni fazi ne dobijo zaradi raznih zadev, da se vrnejo v prejšnji položaj. So te variante da se jih narediti, je pa res, da spremembe prostorskih načrtov v Sloveniji poteka bistveno predolgo in jih je treba pospešiti, ampak je treba jih pospešiti na ta način, da bo še vedno vključeni vsi ostali deležniki. Ja, ti postopki v javni upravi so pri nas zelo zakomplicirani, kompleksni, zbirokratizirani, dolgotrajni in res določene projekte močno ovirajo, zavirajo. Tomica, Franci Matos je bodoči minister za notranje zadeve, tudi javno upravo. Ne? On se bo tudi moral veliko ukvarjati s tem, tudi je že napovedal racionalizacijo v imenu večje učinkovitosti in tako naprej. Če gremo morda najprej na to področje, pa potem na notranje zadeve, kaj je še napovedal Matos? Matos ima pri javni upravi, pa nasploh pri svojem ministrstvu največjo težavo to, da se 3 sedanja obstoječa ministrstva pravzaprav združujejo pod eno streho. Ne? In tukaj pravzaprav ne gre toliko dvomiti v Matosovo sposobnost, koliko pa v te cilje, ko so si jih oni zastavili v koalicijski pogodbi. Ne? Ker že sam začetek postopkov za ustanovitev pokrajin, decentralizacija, ne samo v smislu javne uprave, ampak tudi Ministrstva za notranjih zadev pa njihove organizacije, ne, je tisto, kar sledi, bi rekel, liniji SDS-a, ki se že cel čas zavzema za večjo decentralizacijo v tej državi. Vprašanje pa je, koliko je to izvedljivo, ker v preteklosti vemo, da smo imeli eksperiment v Mariboru z enim ministrstvom, pa se tisto ni obneslo in poleg tega je pa vprašanje, ker tukaj zdaj hočejo tudi racionalizirati, bo to bistveno lažje teklo v policiji, ker Matos konkretno pozna postopke dela iz svoje, bom rekel, službene prakse, pa ve, da recimo policisti, svetniki, to je že napovedal, da jih bojo zopet poslali na teren, da je preveč ljudi v pisarnah, pa premalo na terenu, ne. Navezal je tudi na to, da bojo policisti dejansko hodili, ne pa se samo peljali okoli. Se pravi, gre za neke praktične ukrepe, ki jih zelo dobro pozna. Javno upravo pravi sicer, da tudi pozna in nedvomno v svojih postopkih, ko jih je imel, ne, tudi v svoji karieri, bom rekel, kot nadzornika v državnih podjetjih, pa tem se je zelo dobro spoznal strukturo. Spreminjanje te strukture pa zveni bistveno težje, ne. Pri njemu smo imeli potem, bom rekel, poleg te javne uprave gre za to, da ko pride zdaj noter ministrstvo za digitalno preobrazbo, je napovedana tudi aplikacija e-Slovenija. Se pravi, to bi bila zdaj nova neka aplikacija, v kateri bi imeli naše digitalne dokumente. To moramo narediti po evropskih direktivah do konca tega leta. In tukaj se zastavlja vprašanje, ali bomo zdaj šli spreminjati neke že obstoječe produkte pa rešitve, ko niso čisto dobre, ampak to moramo zdaj na hitro spremeniti, ne. Ker pri pravosodju, ko smo ga prej omenjali, se je pojavilo nekaj drugega, da bi reforma sodnikov, ki bi naj začela veljati od 1.1.2027, je minister zdaj to postavil pod vprašaj in on ne more odgovoriti, če bo to veljalo ali pa ne, ker jo mora najprej preučiti, s tem, da sodišča se na to pripravljajo, sodniki se na to pripravljajo, eni bolj, eni manj, eni ne vejo, kako se naj pripravljajo. In tukaj je v tem smislu javne uprave pa tega reguliranja v bistvu ogromno odprtih vprašanj, o katerih smo že prej s kolegom govorili, pa je on imel tudi ene pomisleke glede javne uprave. Mislim, da je Franci Matos zdaj šibek člen vlade, ne? Čeprav je tesen zaupnik Janeza Janše. Ne govorimo o notranjem ministrstvu. Organizacija policije je, čeprav je velika, je relativno enostavno, ko govorimo pa javni upravi, ne? Je pa izredno kompleksna zadeva. Če jo bo treba jo racionalizirati, je prevelika, ampak veliko primerih bo treba slediti posameznemu obrazcu, ki se ukinja, in pogledati, ali se s tem, ko ukineš eno delovno mesto, nastane nek kratek stik na drugem mestu. To je treba iti vsako zadevo posebej
preučevati, Kar se pa ne da čez noč. ko se bojo pripravili načrti zmanjšanja birokracije, se bo pojavilo tudi možnost zmanjšanja delovnih mest. Ampak je treba vsako zadevo posebej pogledati, da ne pride do napak. Tomica, politizacija policije. Ja, Zdaj, ker Matos prihaja na ministrski položaj kot hišni odvetnik stranke SDS, vemo za njegovo preteklost. Koliko je tu upravičena kritika opozicije, strah drugih, ki pač nasprotujejo recimo tudi njegovemu imenovanju? Koliko obstaja instrumentalizacije policije ali pa ne, tukaj je to osnovno vprašanje, s katerim se ukvarjamo od enega mandata do drugega. Ne? Zdaj, Matos se tukaj, bi rekel, zdi manj ideološko obremenjen, mogoče kot pa kdo, ki bi bil član stranke in ki bi v preteklosti jasno zagovarjal v javnosti neka stališča, revanšizem, čiščenje znotraj policije. Tukaj zopet on govori o reorganizaciji. Reorganizacija kriminalističnega dela, reorganizacija pa sprememba NPU-ja, ker NPU glede na resurse pa na vse, kaj kuri po njegovem, ne dela dobro, ne dela učinkovito. Tu se zdaj lahko pogovarjamo o tem, kateri je pravi izraz. Ne? Saj se je tudi pri pravosodju pojavila tendenca po merjenju uspešnosti dela, da bi se, v bistvu se podobno pojavila tudi pri javni upravi, da bi se pravi vzpostavili neki sistemi merljivosti, pri katerih bi lahko ugotavljali, koliko bi javni uslužbenci delali. Ne? Ampak tu se nekako potem ustvari vtis, da se bodo ukvarjali sami sabo. Morali se pretirano ukvarjati sami. Zdaj je vprašanje, kje je tu meja. Ja. Ampak če postavljaš neko ministrstvo na novo, kot ga mora Matos, še tudi definitivno pridejo potem taki problemi, ko jih na začetku, ko se spraviš na zadevo, sploh ne pričakuješ, pa se pozneje kažejo. In tukaj se vidi njegova prednost v primerjavi z Zupančičem, ki domnevno ne pozna sistema, kot mu bo očita opozicija, v primerjavi z Matosom, ki pozna policijo in notranje zadeve, ki pozna sodni sistem, ki je pravnik, razume zakone, razume medsebojno povezanost. Ne? Je pa to, kar kolega Lipnik omenja, se pravi kompleksnost te javne uprave, tukaj je en zelo ogromen problem. In kako bo ta racionalizacija tekla, bom rekel, od nekih predvolilnih obljub ali pa zavez koalicijskih v praksi, mislim, da v tem trenutku noben ne more predvideti. Pred zelo kompleksnim izzivom je tudi Anže Logar, prvak demokratov, ki je prevzema ministrstvo za gospodarstvo, po novem še delo, šport in turizem. Karlo, tu ne gre samo za gospodarske izzive, on je sicer na zaslišanjih pretežno govoril o gospodarstvu. Pri njem bo zelo odvisno od tega, kakšno ekipo si bo postavil. Logarjeva stranka je v ozadju naredila zelo dober gospodarski program, temu ne gre oporekati. Ki so ga pripravili ekonomisti, ki jih je najel, oziroma so bili sodelavci stranke. Podoben program je imel tudi SDS in naredila tudi NSI. Logar kot sam pa ni z tega področja, kar pomeni, da bo mogel sestaviti ekipo, ki bomo vodila te zadeve, da se bo vse skupaj izpeljalo. Kot minister v prejšnjih vladah mislim, da je sposoben to narediti, bomo pa videli, kako se bo tega lotil. Torej, stvar organizacije in najti prave strokovnjake, ki bodo znali. In tudi v njegovem zaslišanju je bilo vidno, da je podučen, kaj je treba narediti. Bilo je pa opazno v tem, da je podučen, ni pa domač o tem, bom rekel tako. To je recimo za razliko od Hajdinjaka, ki se kot minister za obrambo potem vrača na neko pozicijo. On je človek, ko je v bistvu skozi kariero, bi rekel, zelo dosti časa prebil na teh segmentih, pozna trende, pozna tudi, bom rekel, našo vpetost, pač, da vojska danes ni neodvisna, ampak je del NATO, del te neke širše strukture, v katero spadamo, obvlada pozicijo, ki jo mi kot partnerji v NATO sploh lahko ponujamo tem tujim državam, bom rekel, z suportom preteklosti so bili to, inštruktori na nekih misijah, bile so podpore v helikopterjih, v podobnih zadevah, ko si človek mogoče ne bi mislil, ampak mi tukaj igramo vlogo nekega koleščka znotraj tega in pri Hajdinjaku
pravzaprav ni dvoma. Ne. Tukaj gre bolj za to breme, ne, ki ga on pa njegova stranka prinašajo, bom rekel, za zadevo, ko ni toliko povezana s politiko ali pač odvisno, kateri politični pol na to gleda, se pravi na te preiskave, ko so se še dogajale v letošnjem letu z njimi. Ne. In tu se potem zastavlja eno drugo vprašanje glede te obremenjenosti, ki jo seboj prinaša v vlado. Se pravi, ne samo politična, ampak tudi ozadje zadev. Ja, ne moremo se izogniti, ves čas si namiguje na vseh področjih na ideološki boj, torej praktično stran od materije, ukvarjajo se s tem, kar bi se negiralo od prejšnje vlade in bi nova vlada delala po svoje z našimi ljudmi in tako naprej. Je to mogoče najbolj izrazito na področjih šolstva, kulture, zdravstva, ker gre ministrski kandidati, ki na zaslišanjih so tudi nekako eni bolj, drugi manj konkretno napovedovali nove smeri, sejali dvom. Če gledamo demokracije po svetu, je jasno, da imajo pač različne poglede. Je pa za Slovenijo v tem trenutku pomembno, ne govorimo o ideoloških pogledih, ampak o različnih pogledih. Ne. Se pravi, na razvoj gospodarstva, različnih pogledih na davčno strategijo, o različnih pogledih na zdravstveni struktur. Ne. Jasno je, da recimo prejšnja vlada, Golobova vlada, je bila nekako protijanševska, ne, se pravi, in se potem nekako zateklo v en kot, z katerega se ni znala rešiti, in posledica tega je recimo, da na področju zdravstva ni bilo veliko narejenega. Oziroma razmere so se še poslabšale. Zdaj, tu kakih novih konkretnih ukrepov vlada ni predstavila, je pač obrnila ploščo sodelovanja. Mislim, to je vprašanje pri zdravstvu, vprašanje, kaj sploh je javno zdravstvo. Ne. Mislim, da prejšnja vlada ni razumela med državnim zdravstvom pa javnim zdravstvom, kakšna je razlika. Ne. Koncesionarji so jasno del javnega zdravstva. Ne. Vprašanje je samo, kako jih peti. Ne. In so del javnega zdravstvenega sistema in mislim, da je prav, da se. In to je, mislim, da ključno vprašanje organizacije, ki je v zdravstvu je še vedno nekje obrtniška, bom rekel, po domačine. Ja, tako kot si rekel, različni pristopi, drugačno razmišljanje in recimo, ko smo pri zdravstvu, imamo zdaj, da je v spredju sledi denar pacientu, ne. Kakor si kdo razlaga, je to razkroj javnega zdravstva ali pa v bistvu organizacija normalnega sobivanja javnega in zasebnega. Mislim, da to, da sledi denar pacientu, se strinjam, ker pismo pacienta, ko ga sprejmeš v zdravstveni sistem, moraš ugotoviti, kaj je narobe z njim. Se pravi, da ga zapelješ do konca, ker javni zdravstveni sistem zdaj deluje obratno, ti priješ zdravniku in pol, če nekaj ne ve on, moraš iti naslednjemu zdravniku in se v bistvu zaletavaš vrata. Je neorganiziran. Kar sem hotel povedati, ko govorimo o različnih pristopih na področju davkov in na področju zdravstva, se bomo mogli nekako uskladiti, da naslednja vlada ne bo potem spet vse negirala. Se pravi, tu govorimo o prihodnosti Slovenije, davčne zakonodaje ti ne moreš graditi za 1 leto ali pa 2 leti, jo moraš graditi za naslednjih 15 ali pa 20 let in enako je tudi pri zdravstvenem sistemu. Se pravi, moramo umakniti te lobistične recimo interese pa politične interese in ugotoviti, na kak način bo zadeva funkcionirala. Za blaginjo ljudi, ja? Težko reči, zaradi tega, ker je pač v tem trenutku jasno, da se ta boj med obema političnima stranima začel dogajati že pri tem, ko se je dal ven razpored novih ministrstev. Recimo nekatera ministrstva, ki so izginila, ne, ki so nastala pod, bom rekel, odhajajočo oziroma zaključno vlado pred prihodom nove, ne, kot za digitalno preobrazbo, pa tudi za solidarno prihodnost, ne, se zgubljajo nekje, noter utapljajo. Zdaj vprašanje je, koliko dela tu ostane nenarejenega, kje smo zdaj za dolgotrajno oskrbo in podobnimi zadevami, imamo napovedi o ukinitvi, ne pa o tem, da bojo prišle nove, ne. Drugo pa je, kateri ministri so prej zavzemali pozicije. Ne. Spomnimo se recimo tudi, ko je bil Vasko Simoniti minister za kulturo, ne, je zbujal zelo glasna čustva javnosti. Zdaj v dobi teh družabnih medijev pa to je Asta Vrečko zopet pobrala tudi zaradi svoje politične stranke, iz katere je prišla noter v ta segment. Tukaj se pač vodi ideološki boj, ne. In ideološki boj traja večno. In kaj se bo dogajalo na teh ministrstvih, verjetno tudi glede na to,
koliko so se kadrovsko okrepila v času prejšnje vlade, toliko bodo zdaj sledile spremembe in spremembe politik. Ne. Tu govorimo tudi recimo o nevladnih organizacijah, ko so pod prejšnjo vlado imele pozicijo, zdaj pa se špekulira s tem, kaj se bo zgodilo z njihovimi prispevki. V resnici ne vemo čisto točno, kaj bo. Napovedi so, kaj bo pa realno, tu smo pa zopet v čakanju konkretnih dogodkov. Razumem. Za konec, Karlo, že prej si omenil, najšibkejši člen te vlade bi lahko bil po tvoje Franci Matos. Ja, predvsem zaradi tega, ker gospodarsko ministrstvo, infrastruktura bodo pripravili seznam zmanjšanja birokracije. Tudi finance bo pripravila seznam zmanjšanja financiranja. Ampak na operativni ravni bo to delal javni sektor. In to bo, se pravi, operativno bo zadeve izvajal, tam bo pa prišlo do racionalizacije pri Matosu. Ne? In Matos bo mogel ugotavljati, kateri so tisti odvečni kadri in kje jih je lahko zmanjšati. Tu mislim, da bo težava Matosa. Razumem. Tomica, tvoje mnenje glede šibkega, najmočnejšega, najšibkejšega člena v tem trenutku? V tem trenutku, nažalost, povedanem Zupančič, ravno zaradi tega, ker prihaja nekje iz tujine v ta svet, malo spominja na tisto vlogo nesistemskega človeka, tako je bil Elon Musk, prileti nekje od strani, ne, pa bo on zrihtal zadeve, to že, ampak pridejo tudi posledice in tu pri pravosodje ima problem z samozavestjo, ima problem z videzom v javnosti, z slovesom, ne, bori se z počasnostjo postopkov, bori se z birokracijo, seveda tako kot vsi drugi sistemi, ne. In tukaj bi oni rabili mogoče eno varovalko, neko pomiritev, da bi lahko ta sistem mogoče boljše stekel, kot pa, bom rekel, teče v tem trenutku, ali pa vsaj ima občutek, da teče. Na katerem resorju si pa bolj optimističen? Težko reči. Kje misliš, da je močnejši adut v tem novem ministrskem zboru? Težko, ne bi za zdaj nobenega prav proglašal pa razglašal. Najbolj miren sem za Hajdinjaka, ker vemo, kje je. Skupaj sva bila v Afganistanu, človek pozna teren, obleče se v vojaško uniformo, gleda okoli, srečal sem ga v Bruslju, zapet je v obleki, deluje tam, govori jezike. Skratka, on je en tak stari zicer, bi človek rekel. Dobro. Karlo, Tomica, hvala lepa za komentar in pojasnila. Hvala.